Ja. Evo ti dogodek tudi snemamo, tako da bomo potem z vami delili kasneje, ko bo konec tudi celoten posnetek. Lep pozdrav v imenu naše ekipe. Sem vesela, da smo se v takem številu zbrali. Mi imamo še mnogo več prijavljenih, tako da sem prepričana, da se nam bodo nekateri pridružili še nekoliko kasneje. Zadnji tak Zoom na to tematiko tržnice, prodaje na tržnicah in sejmih smo organizirali točno pred 3 leti. Predno se je začela korona in predno smo vedeli, da bodo webinari postali naša stalnica. To je bil naš prvi webinar in bil že takrat dobro obiskan. Očitno smo pripravljali teren za potem čez pol leta naprej, ko smo vsi na Zoom. Je pa dejstvo, da je ta način sodelovanja z vami mnogo enostavnejši, ker če bi bili sem v Celovec, to za vas zahteva seveda kupenega potovanja in logistike, tako smo pa enostavno vsi preko Zooma in prosim vas, da ste interaktivni z nami, torej zastavljate nam vprašanja, mi bomo probali sproti na ta vprašanja odgovoriti, tako da se bomo počutili, kot da smo nekako skupaj. Moje ime je Vesna Hodnik-Nikolič in sem direktorica Slovenske gospodarske zveze tukaj v Celovcu. Z naše strani je tukaj še Andrej Hren na moji levi, ki je odgovoren pri nas za administracijo, predvsem je pa v naši pisarni največji poznavalec, kako poslovati z Avstrijo in tudi navadno, če nam pošljete kakšna povpraševanja, je on tisti, ki vam odgovarja in pomaga svetovati. In z nami je gospod Herman Klokar, davčni svetovalec, je lastnik podjetja za davčno svetovanje na jugu avstrijske Koroške. Oni so uveljavljena pisarna za davčno svetovanje v okraju Velikovec, Folkmark po nemško, v bližini Klopinskega jezera, najtoplejšega jezera na Koroškem, v Evropi. V Avstriji. Ne. Njegova pisarna je ustanovljena od leta 1993 in imate številne stranke tako iz Avstrije kot iz Slovenije. Gospod Herman Klokar pa je aktiven tudi v Slovenski gospodarski zvezi, je preglednik računov in že vse ta leta lepo sodelujemo skupaj. Hvala, gospod Klokar, da ste danes z nami. Mogoče še nekaj za kamero, pa ne smem pozabiti Nikolta Vakovnika, ki pri nas skrbi za marketing. On je danes postavil to sceno in upravlja, da se bomo slišali in da se bomo videli. Mogoče par besed o Slovenski gospodarski zvezi. Mi smo Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, mi delujemo kot zbornica, imamo 350 članov, ustanovljeni pred 34 leti so ustanovili Koroški Slovenci. Tukaj je zelo veliko zares dobrih podjetnikov, ki imajo močna družinska podjetja in so se nekako želeli strniti moči in se še bolj povezovati v tej regiji. In v teh 34 letih je pravzaprav zveza zrasla v en pomemben most gospodarstva, ki združuje Slovenijo in Avstrijo. In v tem času smo, se pravi, imamo 340-350 članov, ki prihajajo iz Avstrije, Slovenije in Italije. Mi pravzaprav govorimo, da smo povezovalci v celi alpsko-jadranski regiji. Hkrati imamo podpisanih okrog 20 sporazumov z različnimi institucijami, organizacijami, tako na slovenski kot avstrijski strani, naprimer Avstrijsko-Koroško gospodarsko zbornico, s katero zelo intenzivno sodelujemo, dobro sodelujemo in pomagamo slovenskim podjetnikom pri vstopu na avstrijski trg. Potem je industrijsko združenje, na slovenski strani Slovenska gospodarska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Tukaj zelo veliko sodelujemo z regionalnimi centri, z spoti, tudi danes ste nekaj z nami. Torej, naša mreža je pravzaprav res tista, ki vam potem pomagamo s kontakti, z nasveti, dokler znamo, in potem povabimo zraven strokovnjaka, kot je gospod Klokar, ki vam lahko bolj natančno predstavi vsebine, za katere potrebujete več informacij. Predvsem želimo pomagati, povezati in predvsem omogočiti, da se povezujete na tej strani Avstrije. Prednost je to, da pravzaprav preko Slovenske gospodarske zveze lahko dobite informacije v slovenskem jeziku in zagotovo, če želite poslovati z Avstrijo, je to za vas absolutno lažje, če lahko govorite svoj materni jezik. In tukaj imamo, se pravi, davčne svetovalce, prav tako svetovalce za podjetništvo, kot tudi koroške Slovence, ki delajo na koroški avstrijski zbornici in tako naprej in tako naprej. Vse naše storitve so brezplačne, tudi zato, ker smo poslovni klub, ta naziv nam podeli Spirit vsako leto, zdaj že 14. leto.
To pomeni, da zares pomagamo podjetjem pri pospeševanju internacionalizacije na nemški trg, avstrijski trg in zagotovo je Koroška ena izmed super izhodiščnih točk za razvoj vaše gospodarske dejavnosti naprej na nemški trg. Današnje srečanje bomo torej, kot sem rekla, bomo snemali in vam bo na voljo tudi po dogodku. Program za danes je pa sledeč. Najprej boste Andrej in gospod Klokar govorila, kaj potrebujete od dokumentov, kako sploh prodajate na tržnici, da vse administrativni del pokrijete in da slučajno ne naletite na neko oviro, ki vam potem onemogoči prodajo na tržnicah. Tržnice imajo dolgo tradicijo v Avstriji, o tem bo potem kasneje tudi Andrej povedal, katere tržnice so vam na voljo, katere so aktivne. So pa tržnice tukaj zagotovo eno drugačno tradicijo imajo kot v Sloveniji. Poleg božičnih sejmov, na primer, je zelo veliko povezanih sejmov z gastronomijo, poleg stalnih tržnic so tukaj še take posebne tržnice, na primer biotržnica, ki poteka vsak september v okviru dneva alpske transke kuhinje. Letos mislim, da nas je bilo slovenskih podjetnikov tukaj zagotovo nekih 20-30, zelo veliko, ki so prodajali svoje izdelke od sira, olja, vin in tako naprej. Tako da gre zares za eno močno tradicijo. Torej, ta prvi del bomo namenili predvsem v tem administrativnem delu, kaj vse potrebujete in davčnemu aspektu. Potem pa se je z nami že Maja Weber. Maja je Slovenka, ki se je preselila v Avstrijo in tukaj prodaja na tržnicah in naredila svoj produkt BioShot. Tako da Maja ima izredno veliko izkušenj iz tržnice in mislim, da je ena super priložnost, da jo vprašate direktno, kakšne so njene izkušnje s kupci, kako je navezala stik. Maja je izredno inovativna in mislim, da bo en zelo simpatičen in dober pogovor potem, ko sledi temu strokovnemu delu. Nekako se bomo poskušali omejiti na 1 uro, da ne bomo predolgo sedeli. Vzemite kavo v roki oziroma ne čaj, je že prepozno za kavo. In zdaj prepuščam besedo Andreju in pa gospodu Klokarju, da se vidva dotakneta te bolj strokovne teme. Jaz se pa zaenkrat malo umaknem iz kadra. Še vprašanje, če imate vprašanje, prosim, kar zastavite ga v chatu. Tako, ja, bom jaz vmes bral in nastavil vaše vprašanje, če se ne upate sami reči, ne. Če je pa komu potreba, je pa seveda tudi možno kar ustni kaj staviti, ne. Med pogovorom je mogoče boljše kar pisati. Ko smo 3 let nazaj naredili to našo delavnico zadnjič o tržnicah, to seveda ni bil slučaj, ker vsako jesen se srečamo z številnimi povpraševanji na to temo. Tako da očitno je v tem času velika potreba tudi in velik interes za tržnice v Avstriji. Je pa seveda veliko formalnih izzivov, za katere je treba vsaj vedeti. Marsikaj rabi vsakdo, marsikaj rabijo samo nekateri večji in ravno zaradi tega bi se danes pogovoril z gospodom Klokarjem, da bolj v detajl razloži, kaj točno, kje so vaše kontaktne točke in kaj morate nujno izpolniti in kaj se dejansko tudi pregleduje na lokaciji. Gospod Klokar, mogoče kot začetno vprašanje, katere dokumente treba predhodno urediti? Tudi dober dan od moje strani, jaz sem tudi nekratko predstavil, preden tole odgovorim. Sem zares 30 let že davčni svetovalec na Koroškem in imam veliko strank, seveda iz Slovenije, ker slovensko govorimo. Zaradi tega to, kar zdaj danes povem, je bolj iz prakse in kaj slišim vsak dan. Po meni na tržnicah, na sejmih v Avstriji se seveda tako dogaja, da moramo različne stvari pogledati. A pride nekdo samo enkrat na leto sem, ali pride vsak četrtek pa vsako soboto na primer sejem v Celovcem, Benediktinermarkt, to so razlike. Po meni, če nekdo praktično samo pride na Pribelški jarmark ali pa na kak večji v St. Vajtu ali pa kaj takega, potem je seveda važno, da si stvari rezervira, da prostor dobi. To je ena stvar. Druga stvar, ki je pa zelo važno, da prinese s seboj vse dokumente, da dokaže, kaj je on, da je zares podjetnik ali je kmet ali ena DOO in tako dalje. To so stvari, ki je čisto jasno, ker če so kontrole in kontrole moraš pričakovati, enkrat malo več, enkrat malo manj, potem se moraš izkazovati, katero podjetje, kaj si SP ali si en sodelavec in tako, kaj si. To pomeni, de facto, vi imate tisti IPES, ki gor noter sigurno vse stoji, kar ste, vi imate večinoma tam tudi napisano, katere področja vi imate davčno številko, vi imate pa tiste, kar je najbolj važno,
da ste zavarovani. Pomeni, da imate de facto zavarovanje rešeno, tiste A1 formular, da ste v Sloveniji en podjetnik, ki socialno zavarovanje splačuje, s tem se dokaže, da je to v redu. Tista stvar, da vi imate v Sloveniji urejeno tudi davčno stvar, da tam dohodnino plačate, je ena stvar, ki ni tako važna, ampak zasledujemo jasno, če pridete gor enkrat na leto, ampak parkrat na leto, ali pa tudi skoraj vsak teden na leto, vi boste vedno dohodnino v Sloveniji plačali, ker vi greste zvečer domov, vi imate podjetje v Sloveniji, boste dohodnino v Sloveniji plačali. Kar pa seveda so važne stvari, je pa druga stvar, to je pa DDV, da se DDV v Avstriji plačuje, to je važno, če pridete gor delati in ste SP enostavno, če imate pa sodelavce, sodelavka, ki ga pride, je pa to treba urediti. Še enkrat, tiste dokumente, ki je potrebno, da se uredi, je za tisti en dan, tisti sem za en dan, po moje praksi, kar vidim, zelo enostavno, dokazati morate imeti na licu mesta, kaj ste, pa sem pa tja, pa da ko je treba tole urediti, je vedno problem, če pravite, ja, jaz sem tukaj bil poslan, ampak šef sedi v Sloveniji, pa ne vem, kdo je moj šef sploh in tako dalje, potem je seveda katastrofa. Pomeni dokumente, ki dokaže, da ste vi samostojni podjetniki, najbolj enostavno in s tem dokažete, da vi sami to prodajate. To je stvar, ki dokumente jaz zasledujem. Če vi pa mislite tukaj urediti in de facto to en redni sejem imeti v Avstriji, ko imate praktično, se tudi dogaja, mi imamo tiste adventmärkte, cel november, december in se tam najem ustavite, naprimer Südpark ali pa tu pa tam je pa že drugačno. Tam pa sigurno potrebujete dokumente, da imate podjetje v Sloveniji, tiste priglasitev, ki je za druga podjetja potrebna, de facto je tudi potrebno. Sem pa doživel, po moje logiki, napačno, potem je se gledalo socialno zavarovanje, če imate potem, tukaj so ta enkrat v enem primeru imeli potem posledico, da so zahtevali na avstrijskem območju obrtno dovoljenje. Po moje logiki praksi se ne potrebuje, ampak enkrat se je zgodilo, da so rekli, vi imate eno poslovno enoto, ker se tam stojite cel mesec. In posledica je potem katastrofalna bila, so pač uradno imeli en naslov, tam je se cel mesec postal, so uradniki rekli, zdaj pa moraš imeti obrtno dovoljenje, in posledica je bila potem naslednja, da si socialno zavarovanje morali plačati v Avstriji, in to je bil en tak, kako bi rekel, nek kmet, en obrtnik, ki ni imel vse urejeno v Sloveniji, ni imel dokaza, da je v Sloveniji bil zavarovan, mora potem socialno zavarovanje tu plačati. Pomeni, to so stvari, če dolgoročno hočete v Avstriji delati, je druga zadeva, če pa pridete za en dan, na en sejem, je pa zelo enostavno, pridete gor in dokažete, kdo ste, in s tem boste vsako kontrolo, po moje logiki, zelo enostavno preživeli. To je prva stvar. Druga stvar je pa, ko sem prej že omenil, dohodnino v Sloveniji, pomeni, kar v Avstrijo pridobite, tiste prilive boste v Sloveniji sigurno v vašo davčno napoved noter dali, od tega stroške odbili in neko dohodnino v Sloveniji plačali. Ampak, ker na avstrijskem območju se te stvari prodajajo, bo potrebno, da vi tukaj DDV plačujete. Pomeni 20% za normalno robo, za hrano 10%, za izdelke kmetijstva 13%. To so stvari, ki čisto enostavno od prvega prometa naprej to velja in to vedno tudi sigurno zahtevajo, da vprašajo, ali sploh imaš davčno številko v Avstriji. Vi imate davčno številko v Sloveniji in tam te stvari odvajate, ali pa ste tudi morda en tak majhen, mi pravimo klein unternehmer, majhen podjetnik, da tam v Sloveniji tega ne plačujete, ki tudi v Avstriji obstaja za Avstrijce, če imamo pod 35.000 prometa na leto, ampak vi kot podjetnik, ki na sejmu v Avstrijo pridete, to za vas ne velja. Pomeni, v Avstriji morate vedno za vašo prodajo v Avstriji DDV plačati in da to lahko plačate nekje tja, potrebujete davčno številko. To velikokrat mi pomagamo, da to pridobite
in potem se pač kvartalno DDV prijave naredijo, kvartalno se te davke plačajo in to je, mislim, poznano večinoma od vas, ker tudi te stvari morda v Sloveniji plačujete. To je, mislim, edini davek, ki v Avstriji se zares vedno plačuje in potem pa seveda vidiš tam, koliko prometa si naredil. In od tega tiste 10 ali pa 20% se odvede. Jasno je pa tudi, če tale davčno številko pridobite, pa vi v Avstriji stvari kupujete. En del robe se tu kupi ali pa vi tukaj kakšno stvar v obi kupite, ker potrebujete, račun dobite, tiste preddavek poštoje lahko si odbijete in potem malo manj treba vam plačati. DDV je zelo važna stvar, to se vedno kontrolira tudi na tistih zelo velikih sejmih. Tukaj je tiste, kar mi govorimo, da je tu na Pribroški jarmark, pa take stvari imajo vedno občutek, to so, kako bi rekel, podjetje iz Avstrije, podjetje iz Slovenije, ki tam licu mesta prodajo, ampak jim zaupajo, da bodo en kvartal kasneje tole odvedli. Če pa zdaj sem slišal stvari, ki malo se večje dogaja, tisti Harley Davidson treffen tam na Fakase, ko pride pa podjetja tam prodaja iz cele Evrope, če bi tako rekel, mora celega sveta in vejo, pridejo cel teden tam, prodajajo veliko stvari tam in potem jih nič ne vidiš, zapustijo Avstrijo, tam pa že na licu mesta DDV takoj kasirajo in tam pridejo in ocenijo, koliko prometa boš verjetno naredil in ker drugače noben tega ne plača. Ampak na tistih sejmih, ki tu na Koroškem imamo, je Pentina markt ali pa je tukaj drugi sejem, tam pač zaupajo, pa ne takoj kasirajo vsak dan, to ne, temveč kontrolirajo, a ste zaregistrirani in potem so že, če bi tako rekel, zadovoljni za enkrat, ampak seveda, če potem samo oddate 10 € promet na dan in tole vsak četrtek in pridete 100 km gor, potem nekaj ni jasnega, potem nekaj ne paše, bi že prav bilo, da pravilne številke kažete. To je pa seveda potem stvari naslednja vprašanja, da osnovo dobimo za tisti DDV, je pa treba prilive, prihodke, zaslužek, tiste prilive, kar ste jih naredili, promet tistega dneva, tistega tedna nekje si zapisati. In potem sem že pri naslednjem vprašanju, davčna blagajna, kar se mi imamo v Avstriji od leta 16 naprej, smo primorani imeti davčno blagajno, ki smo nekaj, mislim, 1-2 leti kasneje dobili kot Hrvaška pa druge države, ampak smo zdaj, če se to navadili, čisto ena normalna stvar, kar se davčna blagajna, je moraš imeti, če imaš v Avstriji več kot 7500 prometa v kešu na leto. Če tega presegate, imate 3 mesece čas, da tega pridobite. Razen, da ste na sejmih zunaj, kalte Händeregelung mi govorimo, da je zunaj mrzlo, če nimate prostora kot v ene trgovini notri, da notri prodajati, tam je čisto normalno, so tiste 7500 meja. In če to presegate, morate imeti, če ste pa zunaj na sejmu Pribroški jarmark, tam nobenega prostora ni, tam ste na prostem, tam pa velja ena meja 30 000 prometa na leto. Pomeni, če pridete enkrat na leto na Pribroški jarmark in mislite dokazati lahko, da imate manj prometa kot 30 000, ali pa tudi, če več sejmov obiščete, pa imate pod tiste meje, potem vam tudi ni potrebno organizirati davčno blagajno. In večinoma majhnih podjetij, ki pač pridejo parkrat v Avstrijo, pa tiste velike vsote ne presegajo, ob koncu leta ali pa kvartalno dokažejo, da so pod tej meji in potem davčno blagajno si lahko prišparamo. Ampak seveda smo mi navajeni, ali pa vi v Sloveniji še več, da če kaj prodaš, daš en račun. Tudi na sejmu večji podjetniki ali pa večji trgovci ali pa večji firme so zdaj že seveda primorani, kar 30 000 prometa presegajo, morajo tudi tisto davčno blagajno imeti in so tudi primorani za vsako malenkost en račun izdati. To je stvar, ki vidimo tudi na vsakem sejmu, tam, ko so ljudi, ki so celo leto, pa zares tisto mejo presegajo, od tega živijo. Če je tako to, jasna stvar, davčna blagajna je treba
kupiti, organizirati, dokumentirati pri Financ Online, tam prijaviti in tako dalje. To je stvar, ki se da urediti, je zelo ob koncu jasno in samo enkrat na leto se te stvari javi davčnemu uradu. Ampak večinoma verjetno so podjetniki, ki pač pridejo samo parkrat v Avstriji, promet letni je pod 30 tisoč, verjetno davčne blagajne se noben noče privoščiti, si ne kupi in ob koncu potem je seveda tudi vedno še važno, da ob koncu dneva veš, koliko si prodal. Če si šef sam, bo že vedel, kaj je, če pa en sodelavec je pa druga stvar. Ob koncu je seveda tista stvar, da jaz vidim, en del kupcev tega ne kapirajo, pa vedno pričakujejo en račun, ker drugi kolega tam, ki redno tam prodaja, tudi račun izdaje in drugi mora en slovenski pač tu stvari, pa račun ne izdaje. Pomeni, davčno blagajno verjetno večinoma ne bodo imeli, ampak račun izdati ni slabo, čeprav, če je na mrzlem, na zunaj, bi ne bilo potrebno to oddajati. Če je velik stres, ker spredaj stojijo, ne vem, 20 ljudi in je velik stres, razumeš, da ne daš kak račun, če pa se ne veliko dogaja, pa tudi ni problem, da čisto en paragon račun se izstaviš, pa perfektno delaš tako, kot po teoriji bi morali biti, če nimaš davčne blagajne. Še enkrat, davčna blagajna imate, če ste na sejmu zunaj, 30 tisoč meje prometa na leto, če tega ne presegate, vam ni potrebno davčno blagajno kupovati, če pa vi greste v Südpark, pa notri ste praktično v novembru, decembru, pa tam prodajate, pa nič ne velja. Tam ste podjetje, ki velja drugače 7500, mejo presegate sigurno in potem je vedno potrebno, da imate davčno blagajno. Kratko prekin, ker imamo veliko vprašanje na to temo. 30 tisoč evrov je promet v Avstriji meja. V Avstriji. V Avstriji. In tudi 7500 je za Avstrijo. To je promet, ki ga v Avstriji Vsakem delate. primeru. Kar v Ok. Sloveniji delate, mi tek ne vemo, pa ni tole kakva tema. To so stvari. Še enkrat, DDV je ena stvar, ki vedno od prvega evra, ki ga tukaj delate, ga morate tukaj prijaviti, pa plačati. Davčna blagajna je pa morda v majhnih primerih se lahko izognemo. Če pa seveda nekdo na Perutnina-Marktu vsak četrtek, vsako soboto, pa vsak teden tukaj, bo pa sigurno tale mejo presegal in enkrat je presegaš tiste 7500, imaš 3 mesecev čas in moraš imeti, če ne davčno blagajno imaš, potem je pač že katastrofa. Zdaj že imamo 5 let, zdaj v začetku so velike kontrole bila, zdaj smo imeli korono, zdaj so kontrole malo manjše bila, so druge teme v Avstriji bili, ampak zdaj ponovno začnejo tam kontrolirajo za ta podjetja, ki davčne blagajne nimajo, ali pa ki ugotovijo, kar pač od zunaj kontrolirajo, ali dobijo kontrolni telegram prijave, da nekdo ne vtipka davčno blagajno pa ima. Pomeni zdaj težišča, aktualno je v bodoče, naslednje mesece, naslednje leto, da te stvari se tukaj ponovno zdaj kontrolira, ker tudi če davčno blagajno imaš, pa nekaj ne paše skupaj, ker si pač pozabil tipkati, tudi sigurno ni prav. Še enkrat, to so tiste stvari. DDV, davčna številka je vedno potrebna, davčna blagajna večinoma ne, ali pa ja, in to je to. Kaj pa je potrebno, če na račun izstaviš v paragon bloku, da ročno pišeš, nič kaj drugega kot v Sloveniji, normalna stvar, da gor žig daš, kdo je to izstavil, pa 2 kosa, to in tako dalje, niti ne bo kaj posebnega. Ker večinoma, kdo tu kupuje, bo verjetno privatnik in tega tek sploh DDV ne interesira. Formalno se pa potem praktično en račun izstavili, čeprav še enkrat, če ste vzunaj, vam bi tega ne bilo potrebno. Vidim pa velikokrat, da ljudje tudi še vedno delajo, ker pravi v Sloveniji vedno oddaja, tudi tukaj naprej delam tako, ni kaj slabega in morda boljši, kot če ni. Ampak ob koncu, če ste bolj en majhno podjetje, bi ne bilo potrebno. Kako pa potem pridete od številke? Ok, neke majhne zapiske se vsak dela, ob koncu dneva denar zaštet bo tudi vsak
skupaj spravo, jaz pač pravim, če se denar, če se še šteje, se vedno si kaj zabeležiš, Münzliste, da gor pišeš koliko, 10 evrov še eno, 20 evrov še eno in tako dalje, da prideš na to vsoto, je dobro, če se kaj napiše in tako dalje. In potem pa seveda se shrani in ko je kvartal mimo, se davčna pove javi, koliko je bilo neto, krat 20%, krat 10% in tako dalje. To je to. Ob koncu mi pravimo, ob koncu dneva tudi kasašturc. Denarnica se ven skida in potem se denar prešteje in potem je tole suma tega dneva, če blagajne ni, če pa blagajna ste vtipkali, pa tak čisto jasna stvar. To je treba potem sporočiti. Mi imamo za DDV v Avstriji čas, da DDV prijave naredimo 45 dni po konec kvartala. Pomeni, če je zdaj januar, februar, marc, potem imamo april čas do 15. maja. Potem za zdaj, če bi tako rekel, juli, avgust, september, zdaj imamo oktober, imamo do 15. novembra čas, mesec pa pol, da tisto prijavo naredimo, pa tudi da DDV se tudi pravočasno do tega dneva plača. To je tista prijava, ki mi naredimo kvartalno, večinoma, če je promet po celem letu pod 100.000, je tista kvartalno možno, če bi imeli kako drugo stvar, da nad 100.000 bi imeli prometa na leto, potem imamo mesečno. In ob koncu mi moramo še vedno eno letno poročilo narediti za DDV, ki pa je skupaj suma teh 4 kvartalov. To je treba davčni upravi v Avstriji prijaviti in s tem so večinoma potem zadovoljni. Ampak seveda se pa dogaja tudi, da so kontrole, če nekaj ni jasno. Sem imel primer, ko pač nekdo je velikokrat na enem sejmu in ob koncu je videl, da ga nobene kontrolira in od tedna do tedna je imel vedno več strank, ampak javno vedno manj. Tako dolgo, da so pač enkrat ugotovili, to nekaj ne štimja, mora biti ena logika sigurno. To je to, ki se Avstriji sporoči davčni upravi. Kaj se pa v Sloveniji prijavi, ali pa je pa jasna stvar, to je avstrijski del, ki se v Sloveniji pri dohodnini tam zravno obdavči, ki je treba paziti, da se v Sloveniji ne še enkrat DDV plača. Imamo večinoma stvari, ko v Sloveniji DDV zavezanec nekdo nima, pripelje gor brez dokumenta, brez da se tam kaj prijavi, je zelo enostavno. Če pa nekdo je zavezanec v Sloveniji za DDV, je pa seveda pravilno, da so dokumenti napisani, da tam ven pride v Avstrijo, tu proda in tako dalje, da so tale stvari tudi pravilno prijavljeni in dokumentirani, katera roba je šla v Avstrijo in kaj je prišla nazaj. To je pa stvar, ki jaz zdaj govorim iz prakse in to mi delamo kvartalno in to DDV večinoma ni problem, samo par kontrol smo sigurno imeli, ko ljudi pač niso imeli blagajne in so videli, da morali več imeti ali pa niso kaj oddajali, sploh niso in tako dalje. Kaj je kontrola še enkrat bila? Podjetja, ki imajo tisto suho robo, si jo na vsakem sejmu in tam je pa bilo tako, da je pač en podjetnik, ne vem, 3 avte, 3 sodelavcev poslal po cele Avstriji, Koroški, pa Štajerski in tako dalje. In tam ob koncu so ga pač kontrolirali in eden je pač potem stvari imel napisano, kar je dejansko bilo, prijave so bile drugačne, pač težave so pač nastale, jasna stvar. Kmet de facto isto stvar v Avstriji mora oddajati DDV. To so stvari, ki ni razlike, on kmet ali to je en privatnik, ki nekaj dela, ali kdo je en podjetje v Sloveniji, je vedno davčni zavezanec za DDV v Avstriji, to ni razlike. Popoldanski SP ali pa SP tudi ni razlike. Mi imamo samo pri tem popoldanskem SP velikokrat teme na ta način, da mi ga saj danes govorimo o sejmih, ko pride enkrat gor, ampak če nekdo ima popoldanski SP, velikokrat je tudi ena oseba, ki v Avstriji dela. Pride gor delati in potem pravi, jaz sem pa tako v Avstriji zavarovan
in potem noče v Sloveniji imeti te stvari, da se tam plača socialno zavarovanje in potem se tale cirkus nastane, mora od Slovenije podatke gor eno leto kasneje podati in na tej osnovi se potem Avstriji socialno zavarovanje plačuje, če je kaj večje, jasno, če pa se takoj vedno dokaže, da nekaj velikega, pa potem tudi nekaj veliko se zgodi. Ampak je vedno stvar tista, da samo v eni državi SP, socialno zavarovanje bi smelo imeti v eni državi tam, kjer stanuješ. In pomeni, če v Sloveniji stanuješ, v Sloveniji imaš podjetje, pa samo na sem prideš gore, jasno je socialno zavarovanje v Sloveniji. Sem pa tale primer zdaj imel, če nekdo v Sloveniji ima podjetje, pride tudi gor na sem, ampak med tednom pa dela v avstrijski fabriki, pa tu socialno zavarovanje plača, potem je seveda stvar tista, da on noče biti še enkrat biti zavarovan, ampak potem ob koncu je glavna stvar njegova dela v ene fabriki v Avstriji, plus tisti popoldanski SP, pa socialno zavarovanje Avstrije pripada in tam moraš te stvari rešiti. Ampak mi smo na sejmu in to je stvar večinoma bolj enostavno. Ja, kaj so še vprašanja? Važno je tudi seveda tiste, kar smo v začetku omenil. Šef podjetja, SP, samostojni podjetnik, pride sam na sejem in je stvar, ima dokumente s seboj, da ima vse urejeno in je stvar čista in enostavna in to je stvar, ki je najboljša. Če pripelje s seboj, ki mu pomaga svojo ženo, s kateri je poročen, če je žena, zelo enostavno, žena sme zastonj delati, ali pa tudi seveda mora biti dobro plačana, ampak nimamo probleme nobene. Če pa pripelje s seboj svojo prijateljico ali pa svojo, kako bi rekel, partnerko, ste že tu mora 50 let živi skupaj, ampak ni poročen, je pa katastrofa, ker to je delo na črno. Pomeni, to so stvari, ki moramo paziti, ali pa sploh, če pripelje s seboj otroke, ki pomagajo, ali pa ob koncu kolega, sosed, ki bi naj pomagal, to je potem delo na črno in to je pa zadeva, ki se rajši, da se izognemo. Ali pa moraš potem dokazati, da je v Sloveniji sodelavka slovenskega podjetja, ki je potem v Avstriji bil poslano in potem dobiš na plačilnem listu za avstrijsko delo plačano po avstrijski kolektivni pogodbi, verjetno malo več kot v Sloveniji. Še enkrat, najbolj enostavno, če podjetnik sam pride, podjetnica, ali pa pride s seboj žena, s kateri je poročen, ali pa če žena je podjetnica, pa mož pride isto. In če vse drugo je potem bolj težko, če se kontrolira, kdo sploh dela na sejmu tam. In če je kaj večjega, pa 2-3 ljudi tam delajo, je treba dokazati, kdo je to. Tako, če povzamemo v bistvu, če kdo dela na tržnici, ko ni podjetnik sam, tega treba napotiti. Točnik. Ja. To je tista stvar, ki verjetno zdaj že tako vsak ve, da je tole zadeva zares zelo važna in to se še vedno kontrolira in to je to napotitvo, s tem prijavil naprej, pa ena formular in eno drugo tretjo. Sem pa tudi velikokrat doživel, da tiste napotitve samo funkcionira, če je nekdo tam v Sloveniji prijavljen že daljši čas, ni pa možno, kar se spomnim, je tako, da v Sloveniji si včeraj ga prijavil, jutri ga že v Avstriji pošleš, potem je pa velikokrat tudi se dogaja, da Avstrijci na sejmu delajo, ali pa tak primer, potem ga moraš pa tu prijaviti. De facto je poslovna enota, čeprav ni, ampak pri tej poslovni enoti se avstrijsko zakonodajo z tem delavkam se uvede, prijavi, plače, izračune in tako dalje. Ja, to je stvari. Ali so mož, žena, jasno, otroci je že bolj težko, starši, ja, je že vprašanje, večinoma mislim boljše, da je to vse rešeno in da tega ni. Kaj pa pregledujejo? Po moje stvari pregledujejo na tržnicah,
ne takoj pride tja, pa nič ne vejo. Temveč, če pride enkrat tja, so vsakega že prej tedne, mesece, ne bi rekel observirali, ampak gledali, aha, pride vsak četrtek in ima, kdo je to. In potem pač enkrat dokaže, ste pa takrat, ste bili tukaj pa takrat, da ne moreš kaj se izogovarjati. To so stvari, ki redno se dogajajo in zaradi tega ti, ki velikokrat tu imajo skoraj po moje logiki že vsi ti davčno številko. To se tam kontrolira in potem imajo veliko dokumentov že, če je. Na drugem sejmu kot Pliberški jarmark tudi okrog hodijo, ampak so v zadnjem času, mora tudi zaradi korone, se malo nazaj držali, kar so bili vsi srečni, da čeprav korona je bila, tak tudi vsem ni bil. Ampak zdaj po koroni niso toliko, da v detajlu zdaj kontrolirajo, ampak ob koncu zdaj sigurno vsak ve, kako se mora obnašati. Ja, to je tiste stvari, kar sem jaz mislim zdaj povedati. Še enkrat, DDV stvari je jasna stvar, je treba pač plačati. Če imaš personal iz Slovenije gor, je treba premišljati, ali je to zares prijavljen pravilno, ali je delo na črno, ki zelo potem grozno kaznujejo. Davčne blagajne so stvari, ki ob koncu večinoma majhnih podjetij verjetno ne potrebuje, prostovoljno vedno lahko imaš, ampak večinoma majhnih, ki so po 30.000 prometa na leto na Koroškem, pa na Avstriji, tega mi ne bilo potrebno in to je to. Prav, potem je moj del predolg že bil. Sicer ja, imamo pa še nekaj odprtih vprašanj, pa bi moč kratko šli skozi. Mnogo tega ste že odgovorili, bi pa sem malo povzel. Prvo vprašanje imamo, s katerimi dokumenti in kateri instituciji v Avstriji poročamo o DDV-ju, če je podjetje registrirano davčne zavezance v Sloveniji in ima v Avstriji pa manj kot 5.000 evrov prometa. Manj kot 5.000 prometa pri nam nič ne pomeni. To pomeni, ali je to 500 evrov na leto, ali je 5.000, ali je 25, je vedno ista institucija pri nam. Za podjetje, ki imajo glavni sedež izven Avstrije, je pristojen, mi zdaj govorimo, Finanzamt Österreich, poslovna enota ali pa Dienststelle Finanzamt Graz Stadt. Če vedno imamo zdaj, že ne vem dolgo, kar jaz vem, vedno za te stvari je vedno en Finanzamt pristojen, ki je pri nam pač v Grazu. Pomeni, mi tam vedno zahtevamo začetek, da davčno številko dobimo in potem tudi tja poročamo. Ob koncu mi imamo reformo pred 2 letoma, mislim, prej smo imeli, ne vem, 60 različnih finančnih uradov. Tiste uradi še vedno obstajajo, ampak je zdaj eno glavno stvar Finanzamt Österreich, finančni urad Avstrija, pomeni je 60 glavnih šefov, ni več potrebno ali pa so pač Dienststelle leta. Tako da, še enkrat, formalno se je zdaj spremenilo, ampak pristojno so vedno še isti ljudi pri Finanzamtu Graz. So pa stvari, ki mislim, še eno stvar. Finanzamt Graz, davčno številko, mi imamo v Avstriji dve davčne številke. Vi v Sloveniji imate SI pa davčna številka in je ista številka tudi tja, ko se plača. Mi imamo pa 2 številki, pomeni, kar mi zaprosimo, je ena številka, da lahko tja plačamo, da je čisto jasno, to je vaša davčna številka. Tisto, kar ljudi smo v začetku vedno mislili, da moramo imeti, je pa tiste ATU številka, davčna številka za namene DDV-ja. Tega pa ne izdajo, ker ni potrebe. Vi ste še vedno, če v Sloveniji živite, delate, pa enkrat pridete gor, ni potrebe, da si pridobite, pa tudi ne dobite davčno številko, ATU številko, ker še vedno ostanete slovensko podjetje. Pomeni davčno številko, ja, da tja se poroča, pa tja plača, ampak avstrijsko ATU številko zdaj že par let ne dajo, ker ni potrebe s tem avstrijske ATU številko, bi se lahko ob koncu veliko kaj napačnega delalo, zaradi tega ne dobite. Naslednje vprašanje, kako je zadeva urejena, če si normiran SP, torej popoldanski, na primer, ki ne plačuje DDV-ja v Sloveniji?
To sem že prej omenil, ni razlike, a vi v Sloveniji DDV zavezanec ste ali pa niste, tole zadevo za Avstrijo nobene razlike ni, za prodajo v Avstriji morate tiste 10 ali pa 20% DDV-ja plačati. Za stvari, za robo, ki se prenesa preko meje, ki še obstaja ali pa ne obstaja, je pač, če niste davčni zavezanec, mislim bolj enostavno, če ste pa davčni zavezanec, bo pa potrebno neke izstavljanje in interni račun, če bi tako rekel, to je to. Stvar je pa tisti pavšalirane, kaj ste rekli, to je tisti majhni pavšaliran podjetnik, ki normiran SP, kaj to že prav razumem, to so podjetniki, ki ob koncu nič ne oddaja davčne napovedi v Sloveniji, tako. Nek pavšal letni in potem... Ja, to imam tisto tematiko, ne pri DDV-ju, pa pri sejmih, pa to nimam nobeno problematiko s tem, imam pa problematiko s takim podjetjem, če nekdo v Slovenijo ima tisti majhni podjetje in v Avstriji dela, pa v Sloveniji noče plačati socialnega zavarovanja, tiste prispevke. In potem moraš v Avstriji dokazati, da si v Sloveniji samo 1000 evrov dobička naredil, in v davčni napovedi pa nič ne vpišeš, pa nič ne vidiš. In če potem nič nemaš, kaj je pač tem težavno, da jaz vedno pravim, kaj vpišete v davčni napoved, da ste 100 evrov dobička naredili, so Avstrijci potem zadovoljni, če pa nič ne vpišeš, potem je vprašanje, zakaj sploh imaš podjetje v Sloveniji. To je za tem normiranih podjetjih pri socialnem zavarovanju v bodoče potem vedno malo težavno. Davčno napoved oddajo? DDV v Avstriji je 20% običajno, v Sloveniji je 22%. Kaj se zgodi za tistimi dodatnimi 2%? Je treba tu še nekaj plačati, pa se to nekaj zgodi? Če se v Avstriji prodaja, imamo 20% in tole fertik. To pa stranka avstrijska 2% manj treba plačati, pa tudi država tudi samo 20% treba tu odvesti in to ni treba več plačati. Komu? Ne, 20 v Avstriji, v Sloveniji pa tak za to promet, ki si v Avstriji ga dela, v Sloveniji treba plačati. Okay. Pa to smo imeli. Kakšna je višina obdavčitve rokodelskih del? To je 20 ali 10%. Rokodelske stvari so nekaj iz lesa in kategorije. 20%. Ali je potrebno poročati davčnemu organu o DDV samo tisti mesec, ko je ustvarjen promet, ali tudi tedaj, ker ni prometa? Tudi, če ni prometa, v enem kvartalu nobenega prometa ni, je treba poročati de facto za nulo. Če ne oddaš, dobiš eno opomin, je treba pač to tudi v tem kvartalu oddati ali pa v prometu, ko ni prometa. Okay. In kako je z družbi, ki podajajo na sejmih v Avstriji? Društvo je ista figa. Je podjetje, ki mora DDV plačati. Društva, je to avstrijsko društvo, ne, slovensko društvo. To je slovensko društvo, ki tu prodaja, bi morali se davčno napoved, ali davčno številko pridobiti, pa davčno napoved oddajati, pa DDV plačati. Ni izjeme, zakaj? Okay. Tudi če je neprofitno. Po avstrijske zakonodaje dokazati, da je slovensko podjetje neprofitno, bo malo bolj težavno. Okay. Kako je z upokojenci, ki imajo osebno dopolnilno delo? Ja, upokojenec, ki ima v Sloveniji popoldanski SP, ali je to mišljeno? Ne vem, če je razlika. Ne, to je poseben status upokojenec, ne mislim, da ne vem, mogoče nekdo pri upokojencu se lahko javi. Ne, boš, vse je egal. En majhen podjetnik je pač starejši, fertik. Ob koncu, če tu dobi in prodaja, pa ima 1000 evrov prometa, neto bo tiste 10 ali pa 20% moral plačati. Ali pa riskira. Riskira tudi možnost, ena varianta, tudi velikokrat, parkrat lahko človek prideš in rečeš, bom pa jutri oddal, ampak ja, ne, boljše pozabite to. Okay. To imamo študij. Študent, ki dela preko študentske napotnice, ali ta lahko dela? To je stvar, ki kar to poznam v Sloveniji bolj... Ja, to je itak isto pa. Ja.
Pa smo to že oddelali, skratka. Okej. Ja. Če imaš otroka v Sloveniji prijavljenega za delo družinskega člana, ali je to ok? Jaz mislim, da če so družinski člani, žena ali v otroci, kmetiji ja, in zares tam si tam zavarovan, pa doma delaš, pri kmetiji bo šlo. To poznam tudi iz avstrijske strani. Če en kmet tu prodaja, pa zares angehöriga, to bo funkcioniralo, ampak samo v kmetiji. To ja. ali slovenska podjemna pogodba zadostuje za Avstrijo? Verjetno, če je, Podjemna pogodba za kaj? to je vprašanje. To je podjemna pogodba, je vrsta pogodbe, ki jo na primer skleniš, da delaš neko delo z nekom. Skratka, nisi ti lastnik, ampak samo neko tako delo, neka vrsta avtorska pogodba. Ja, Werkvertrag verjetno, praktično. To je vedno problem, ker za delo na sejmu, ko je čisto jasno določeno vse, to ne bo funkcioniralo. Jaz te stvari, veliko vprašanja dobim tudi, vsak v Avstriji hoče na ta način delati, ampak to ne dovoljuje, zaradi tega tudi tu ne bo šlo. Pa imamo še eno vprašanje, če v Sloveniji nisi davčni zavezanec, ali zaprosiš v Sloveniji za atipičnega zavezanca plus za davčno številko v Avstriji? Še enkrat. Če v Sloveniji nisi davčni zavezanec, Ja. ali zaprosiš v Sloveniji za atipičnega zavezanca plus za davčno številko v Avstriji? Ne bo problem, ker kar v Avstriji se dogaja, še enkrat, to je samo za DDV namene, nikoli ni kakšna velika tematika, da bi oni potem javili v Sloveniji, koliko prometa, če enkrat ne poznam, je dol. Bi možno bilo, če tu prodaja, potem pač tu prodaja kot podjetnik, kar vsi pa v Sloveniji je pa druga zadeva. Važno je seveda pri kontroleh na sejmu, da dokažeš, kaj si. Če si atipični, ne vem, po mojem boš tudi, ne vem, dokument, kaj si, in če tega pokažeš, je nekaj morda nekaj novega, pa nekaj za Avstrijo novega, ampak važno je, da kaj dokažeš, kaj si, in potem bi zadostovalo. Jaz ne vidim več vprašanj, rečem enkrat hvala lepa. Glede tega smo že zelo daleč v času, bom samo čisto na kratko povzel o tržnicah, ki so na voljo v Avstriji, bom pa obljubil sledeče. Vsi, ki so danes v tem webinarju, bojo dobili od mene en mail v naslednjem dnevu ali pa petek najkasneje. Povzetek sejmov, ki nas čaka v naslednjih mesecih, da se sami pogledate, ko imate tudi vse kontaktne podatke, tako da malo vidite, kaj je na voljo in da lahko sami malo potipate. Samo da povzamem, v Celovcu, kot takšno imamo najbolj viden, najbolj prezentna tržnica v Celovcu je Benedina Markt, ki je četrtek in soboto, v bistvu z fokusom na dejansko celi regiji Alpe Jadran, imajo en oddelek za Italijane, imajo oddelek tudi za Slovence. Je pa tržnica v bistvu odprta vsak dan, razen nedelje, v omejenem okviru. Poleg tega imate v petek vmes še tržnico za ekološke izdelke. Poleg tega so v Celovcu v bistvu zdaj v naslednjih mesecih 3 večje letne zadeve, to je Ursula Markt, to bo zdaj naslednji vikend na našem semišču tukaj, ter Božični trg, Christkindl Markt bo, lepo standardno nemško seveda, ki je v predbožičnem času od 19. novembra do 24. decembra in ta se podaljšuje v bistvu kot v Silvester Markt do novega leta. Poleg tega za slovenska podjetja je že Vesna omenila čisto začetka, ena zelo odlična priložnost so tudi dni alpsko-jadranske kuhinje, ko je v bistvu ko se celo staro mestno jedro v bistvu spremeni za 2 vikenda, če se prav spomnim, v neko vrsto Genussmeile, se reče po nemško, in v bistvu polno majhnih tržnic. Tako da tudi to je prilika za vas, je pa šele spet naslednji september. Kontakti bodo v dokumentu, to vam zdaj ne bom delal v detajlu. Podobno zgleda tudi v Beljaku, imate tukaj seveda tudi tedensko tržnico, v tem primeru je to sreda in sobota, ter tudi ekološko tržnico, to je tudi tukaj v petek. Ravno tako imate seveda te predbožične tržnice in pa ena zelo velika zadeva, to je Villacher Kirchtag, beljaško Rignani bi rekel, in v okviru tega, to je vsako leto v prvi polovici avgusta, imate pred Žignanem in tudi na vrh eno veliko tržnico.
To sta Jakobi markt in pa Laurentius markt. Poleg tega je pa na Koroškem seveda še ena vrsta večjih zadev, ki je treba, ko si jih lahko pogledaš in bi povabil, da se mogoče tam pozanimate. To je Plivoški sejem na Travniku, to je v prvem tednu septembra običajno. Na to imate tudi sejem na Travniku v Šentvidu, to je St. Peter Wiesenmarkt, to je v prvem tednu oktobra. In 2 mesta na vrh, Kolomini markt v Wolfsbergu, to je 3. največje mesto na Koroškem in je tudi to ena precej velika zadeva. Poleg tega je treba tudi vedeti, da Avstrijska gospodarska zbornica ima en odličen pregled v bistvu vseh tržnic, ki so na voljo po celi Avstriji, imate to enostavno dostopno tudi na internetu in boste dobili jutri zjutraj tudi ta link, da si to lahko pogledate, ko imate res vsaka tržnica ena vrstica. In ena zadeva je seveda še sejmišče v Celovcu. Vsako leto imamo 10 do 12 strokovnih sejmov v Celovcu. In če zapadeš nekje v ta segment, je seveda tudi to ena prilika. In mislim, da sem s tem naenkrat povzel. Vse ostalo dobite pa v detajl jutri. In hvala lepa. Hvala vama. Vidite, si lahko oddahneta. Jaz bom pa zdaj povabila, ker kako na tržnice funkcionirajo, najbolj vejo tisti, ki se največ na tržnicah pojavljajo, predstavljajo, in Maja Weber je zagotovo ena izmed teh. Maja, živjo, nam boš pomagala, dala en like gor ali kakorkoli, da te bojo ljudje videli. Lahko si tudi nastavite Majo, da vidite jo na velikem zaslonu. Majo sem pravzaprav spoznala, ko sem se preselila v Celovec, ko je prodajala biošote, še tisto prva verzija tvojih produktov in izdelkov. In takrat naprej si pravzaprav, si ves čas te vidimo samo na tržnicah. Maja, a nam poveš svojo zgodbo, ker mislim, da bo zelo dobrodošla in zelo zanimivo da slišati, kako si pravzaprav ti svoje poslovanje, svojo podjetje ustanovila prav skozi tržnice. Je tako? Lep pozdrav vsem in Halo? Me slišite, super. Lep pozdrav vsem, hvala za povabilo. Jaz sem začela s tržnicami pred 10 leti, po naključju. Bila sem pri razvojni agenciji Dravograd v projektu. To je bil od Evropske unije financiran projekt za mlade, oziroma ne mlade. Pogoj je bil univerzitetna izobrazba, da si bil brez zaposlitve in imel poslovno idejo. Jaz takrat, ko so oni razpis izdali, sem bila brez zaposlitve, imela sem izobrazbo, poslovne ideje pa nisem imela. Potem pa seveda lačna usta, družina, tudi zelo slabo počutje, katerega sem si zdravje prvo povrnila z mojimi napitki, oziroma jaz sem kupovala prvo pri zeliščarki Jožici ingverjev napitek. In potem sem videla, celo mesto pije, ne, in vsi si pomagamo s tem pri imunskem sistemu. Zakaj pa jaz ne bi bila to moja poslovna ideja? In tako sem potem, to je bilo enkrat med božičnim prazniki razpis in 1. februarja sem jaz potem dobila to zaposlitev za pol leta. In v toku tega projekta so nas Rotary klub Folkemarkt povabili, da mi treniramo retoriko in se predstavimo. In jaz sem potem prišla takrat sem imela še tako bolj rjavo flašo, smo prišli tja, 10 nas je bilo, smo se predstavili, potem pa je rekel en gospod v Rotary klubu Folkemarkt, glejte, tukaj imamo markt, pridite, vabljeni, ne? Sem jaz mislila, zakaj pa ne? In sem res šla naslednji dan, pozabila sem mizo doma, jaz nisem vedela, kako to izgleda. Potem sem rekla, ne bom obupala. In sem pri sosedu si sposodila zaboje, ko je sadje prodajo, pa zelenjavo, in si zaboje skupaj naredila in postavili ste flaše gor. Prodala sem mogoče 1, 2 flaši.
Ampak, ko sem jaz videla tisto, da so ljudje hodili, se zanimali, nekaj me je gnalo, da sem naslednjič še šla in še šla in še šla. In sem res v bistvu, ne vem, prodala 3 flaše, in potem doma spet naredila 6 napitkov in sem si celo podjetje postavila iz tržnic skoraj. Zakaj so mene tržnice tako inspirirale? Jaz sem mama samohranilka in kaj boljšega za mamo, da je popoldan doma. In to so tržnice. Res zgodaj zjutraj začne, ampak mi končamo okrog 1. In to je mene najbolj pritegnilo pri tržnicah. Ja. Aha, jaz te pa ne slišim. Ampak ti imaš kako bi rekla, kakšen je, ali pa če te tako vprašam, kakšen je avstrijski kupec? A je zvedav ali rad poskusi? Mislim, kakšna je tvoja izkušnja? Naprimer, tudi naši udeleženci danes imajo zagotovo tudi izdelke, ki jih je potrebno ponuditi, poizkusiti in tako naprej. Kakšen je za tebe avstrijski kupec? Zelo radi poskusijo, zelo so odprti. Prav prijetno je. Zelo, tudi recimo, ne vem, jih ne moti, da ne znaš perfektno nemško. Prav vedoželjni so. Ti imaš tudi dobro razvejano socialna omrežja, spletno stran in tako naprej. Ti si v teh 10 letih pravzaprav naredila eno orang podjetja iz svojih izdelkov. Kako ti ta orodja pomagajo pri prodaji na tržnicah? Ali ti sploh pomagajo? Ali je pravzaprav tvoja prezenca na tržnicah tista, ki je edina, ki jim funkcionira? Jaz mislim, da je ravno obratno. Skozi tržnice me potem ljudje iščejo preko spletne strani in socialnih omrežij, da produkte lahko spet kupijo. In tržnica za mene osebno je najboljša reklama. Ljudje se potem identificirajo tudi, ko me spoznajo, naprimer letos poleti, če lahko povem en primer. O, Maja, mi še nismo niti zavili v hotel, pa smo prvi prišli k tebi na tržnico. Se upravičujemo, ker lani nismo prišli, to so tisti, ki hodijo poleti na dopuste. Smo bili na Majorki. Mislim, to je pa tako lepo, ali pa ti pol pišejo maile, ja, a se še nas spomniš, tu smo bili pri tebi, pa bi še naročili. Je tak domač, osebni odnos je. In skozi tržnice, recimo, imam ene stranke, ki vsako soboto kupi eno flašo pri meni. Meni je kot ena druga družina. Kaj pa a si ti imela kdaj težave z administracijo, si imela kdaj kontrolo in tako naprej? To, kar je gospod Klokar pregovoril, si kaj od tega doživela sama? Ja, kontrole nisem imela, ampak kaj bi se pa jaz lahko sem se identificirala, ko je omenil, oziroma si ti. Jaz pa nisem vedela, da obstaja Slovenska gospodarska zbornica, ko sem začela. In ta jezik, že tako ali tako že v slovenščini ti je, ne vem, kot podjetnik tuje, kar se tiče računov in tega. In davkov in odvajanja. Tako. In mi je bilo tako žal, jaz sem toliko, tu v Avstriji rečejo Lehrgeld, toliko preplačala, tako da super, kaj delate. Ja, potem reklama za Slovensko gospodarsko zvezo, če postanete naši člani. Ja. Ne, mi zares veliko delamo s podjetji, kar nekateri, ki pravzaprav se ne obrnejo na nas, pa grejo mogoče direktno do kakšnih pisarn, se mogoče malo pečejo, tako da mi zares damo kompetentne pisarne, strokovnjake, kot je gospod Klokar in tako naprej, ki vam zares svetujejo in na pravi načine. Tako da ja, škoda Maja, da nisva takrat bolj govorili, ne?
Ja, ker jaz sem, naprimer, se lahko odkrito povem, ne vem, prvo leto pa nisem naredila 10.000 evrov prometa. Jaz sem plačala okrog 2.500 evrov na leto računovodjo, tako da jaz sem toliko tega preplačala. Gospodu Klokerju dodaja. Tako da super, kaj delate, hvala. Ja. Ja. Maja, kaj bi še mogoče tako za konec svetovala podjetnikom, ker tukaj z nami so pač SPI, mladi podjetniki, pač kot neko dopolnilno dejavnost. Kaj bi svetovala še? A se bojijo avstrijskega trga ali pridejo pogumno sem? Kaj bi bil tvoj namig za priti k nam gor na Koroško? Ali pa na Štajersko, sej je vseeno, ne? Ja, jaz mislim, ne vem, nimate kaj začakati, ker prvo kot prvo kupna moč je veliko večja, kot pa imamo mi v Sloveniji. To je definitivno. Ne vem, mislim, edino, kaj jaz mislim, je pomembna tukaj kontinuiteta. A ne, da si vedno, ne vem, jaz hodim na Benediktinermarkt, v četrtkih pa sobotah, da si vedno prisotni. In do zdaj sem pri vsaki tržnici potrebovala 1 leto. Jaz imam celo tak produkt, ki ga moram zelo razlagati. Ne? Pred 10 leti še noben ingverja ni poznal. Tako da, jaz mislim, da je samo kontinuiteta, kupna moč je, pa dobra volja, to, da in gre. Eno podvprašanje smo dobili od Alenke, po katerih izdelkih pa največ posegajo? Prehrambenih ali rokodelskih ali nekih drugih izdelkih? Kakšen imaš ti občutek, ko si na tržnicah? Naprimer, poznam enega, ko kože prodaja, pa zelo dobro prodaja. Potem poznam drugega, ko ne vem, jaz, naprimer, ko ingverjev napitek prodajam, zelo dobro prodajam. Jaz že 10 let super živim z družino. Potem pa poznam tudi ljudi, ko jajce prodajajo, pa ne dobro prodajajo. Zato, ker razlika, a ti gledaš v telefon, ali si pa prisoten, pa prodajaš. Jaz mislim, da je bolj v tem. A ne, da ljudje pol pridejo, ne vem, zelo radi imajo, da damo, mi damo štamprčke vsakemu, ta kontakt. Ja, da No, če jaz predlagam, da vseh 50-51 udeležencev, ki nas je bilo največ v tem trenutku danes skupaj, da se dobimo en četrtek tukaj na Benediktinermarktu, te pridemo obiskati. Ja! In poskusimo izdelek in mogoče tudi tako živo lahko sprobate tržnico, kako izgleda. Mi smo tudi čisto blizu tržnice locirani, tako da to mislim, da je lahko ena dobra ideja za naprej. Ravno prejšnji teden smo gostili 40 podjetnic iz Slovenije, so prišli na obisk k nam, pa smo šli bolj gledati te tehnološke zadeve, mi pa gremo lahko pogledati gastronomski del Celovca in se dobimo, da vidimo še tržnico v živo. Slavica se strinja, super Slavica, bomo poslali naokrog, malo razmislimo, mislim, da bo božični sejem čez 1 mesec odprt, takrat je zares tukaj najlepše. Maja, prodajaš tudi na božičnem sejmu in kakšna je cena, lahko še v cenah zaupaš, koliko je tvoj strošek fiksni najema? Zdaj se boste smejali. 6 evrov. Na dan, na tržnico? Ja. Okej. To je Benediktinermarkt, ali? Ampak na ta Benediktinermarkt ne moreš kar tako priti, ne? Je verjetno neka čakalna vrsta ali kako? Mislim, jaz imam take izkušnje, ne, z markti. Markt je bolj taka svobodna zadeva. Najboljše je enostavno priti na bilo kateri markt, ko želite iti, priti, pa se tam na licu mesta pogovoriti. Meni se ni zgodilo v 10 letih, ko sem bila na vseh marktih v celi Avstriji, tudi čez mejo v Nemčijo, da še nisem imela kje prostora za stati. Ok, jaz resnično rabim samo 1 meter, ali je razlika. Ti ne moreš priti kar tak, ne napove, ampak najboljši je tukaj v tej, kako se reče, ne vem, v tej sceni,
osebni odnos. Ampak torej ti rečeš, da se pravi, če bi jaz želela nekaj prodajati, enostavno pridem in začnem prodajati? Ne, zjutraj se pride, ampak zelo zgodaj in tam so potem upravniki in oni ti enostavno dajo prostor ali pa se dogovoriš potem za naslednjič, a ne, preverijo seveda, če imaš vse dokumente, a ne, potem potem pa odvisno, mislim, če rabiš ti veliko prostora, seveda, da potem moraš malo čakati, ne, da je prostor. Ampak zdaj trenutno je zelo veliko prostora, skozi to korono je veliko jih odnehalo. Tako da zdaj trenutno, če kdo želi na tržnicah začeti, je super čas. Kaj pa božična tržnica, te so malo dražje, ne? Ja, seveda, so dražje, pa tudi seveda tudi bolj obiskovane, a ne. Večji promet je, ne? Ja. A mogoče veš, kakšno je približno bi bila cena za tvojo stojnico, če bi jo želela imeti na božičnem trgu, tržnici? Ne, žal ne. Jaz žal ne pridem časovno zraven, da bi tam en mesec vsak dan stala. Bi si pa zelo želela, ker vem, da poznam ljudi, ki delajo pa samo to. Tako. Kakšne so izkušnje, kako je z znanjem tujega jezika, kakšne so izkušnje z pogovorom v angleščini, če nisi vešč v nemščini? To lahko tudi jaz odgovorim, nikakršne. Tako. Ampak to je boljši slovensko pa z rokami. Ja, bolj slovensko, ja. Na srečo je tukaj veliko koroških Slovencev, ne, nas je kar veliko Slovencev, ki tukaj živimo in koroških Slovencev, tako da slovenščina je tukaj uradni jezik in tako da bi po mojem prej priješ za slovenščino kot angleščino, je tako? Ja, definitivno. Tako da ja. Maja, ful ti hvala za tvojo zgodbo. Mi bomo tudi delili, ko bomo poslali naokrog tvoj link na spletno stran, da si te lahko ljudje pogledajo, da te najdejo mogoče na družbenih omrežjih, da ti sledijo. V vsakem primeru, če organiziramo pohod na tržnico, se ti prej oglasimo, da pridemo mimo. Hvala vsem udeležencem, hvala vsem, ker ste bili z nami. Naše podatke imate, če bi kdo rad postal član Slovenske gospodarske zveze, nam pišite na office@sgz.at. Če želite prejemati naše novičke, nam tudi pišite, imamo tak mesečnik, ki izhaja, tam navadno potem objavljamo, kakšne dogodke imamo in tako naprej, na katere ste lahko vabljeni vsi, kateri so samo za člane in tako. Tako da, če želite ostati v stiku z nami, imamo družabnih omrežij, sprav social medije, imamo Facebook, Instagram in pa LinkedIn. Tako da upam, da vam je bilo všeč. Palce gor tisti, ki vam je bilo, da upam, da nam še niste zaspali zdaj. Ne, nismo zaspali, mi je bilo všeč. Ja, lahko Hvala, bi jaz Tina. dobila direktno vaš kontakt pa mail. Seveda, kaj pa če ga dam kar v chat noter? Dajte napisati, ja. Dam v chat, se pravi office@sgz.at. Jaz sem vesna.hodnik @sgz.at ali pa andrej.hren@sgz.at. Tako da mi tudi letos smo imeli eno čudovito projekt SGZ Export Akademija, sicer smo podjetnikom pomagali priti na avstrijski trg. Letos upam, da se bo to tudi ponovilo oziroma spomladi 2023, to Spirit spodbuja. Tako da, če nas spremljate, če se nam javite, vas bomo veseli. Če prijete od Celovec, smo čisto zraven posojilnice banke in zraven knjigarne Haček, tako da dobrodošli, potrkate na vrata in prijete na kavo. Zanimivo je bilo danes, ja. No, lepo. Prvič, ko prihajam iz podjetja Sitik, pa dejansko tukaj imamo po Patru Ašiču zdravilne čaje, domač kis pa po njegovih receptih, tako da smo se razmišljali, da se javimo tudi v Avstrijo na kakšno tržnico, zato sem danes jaz to poslušala. Prijavite se nam. Ja. Super. Hvala vam. Lepo se imejte vsi, če bi reče kdo rekel. Lahko še jaz nekaj vprašam? Dajte, gospa Boža. Ja, hvala za besedo. Jaz sicer nimam v zvezi z sejmom, imam eno drugo vprašanje, ne vem, a je na mestu ali vam raje pišem na mail. Namreč sem pisateljica, pišem knjige za otroke in odrasle. V tej zvezi me zanima, kako je s knjigami
na vašem trgu, ker sem 3 knjige prevedla tudi v nemški jezik. Mislim, tukaj so tudi slovenske knjigarne, tukaj zraven nas je knjigarna Haček in potem Muhorjeva družba, se pravi, tukaj lahko kupite tudi slovenske knjige, tukaj obstajajo dvojezične šole, kar nekaj dvojezičnih šol imamo, kjer Zdaj mene zanima, a ta vaša knjigarna Haček, ona potem plasira knjige naprej v knjižnice ali knjižnice same nabavljajo? Odvisno, kako se vi dogovorite z njimi. Zdaj, knjižnice so pravzaprav Celovec en velik trik, namreč edina knjižnica, ki v Celovcu deluje, je slovenska knjižnica, in mislim, da oni nabavljajo vse preko Slovenije, ker so v sistemu Kobis noter. Tako da mislim, da Haček ima svojo knjigarno, na primer, ampak veste kaj, pišite mi, pa vam jaz pošljem malo teh par linkov, pa malo pogledava, lahko se pa tudi preko Zooma slišva, posebej pa pogledava, kakšne so kaj priložnosti. Odlično, samo morda še eno vprašanje. Slovenska beseda je tukaj dobrodošla, tako da ni nujno, da je vse v nemščini. Odlično. Samo bi še to vprašala, morda je še ta gospod z vami. Ja, je še tukaj gospod Herman. Napišem račun in jaz nisem davčna zavezanka, potem takem moram spodaj dodati klauzulo, da DDV ni obračunan v skladu s 1. točko 46. člena o DDV skozi 1. A sem jaz to prav poiskala na internetu? Če to prodate v Sloveniji, v Sloveniji je 24. člen. Ja, in za Avstrijo ne bo to funkcioniralo, če ste na licu mesta na sejmu prodate. Ne na sejmu, jaz govorim, da prodajam knjižnici ali pa knjigarni. Ok, potem račun tja gre in tam noben problem ni, če tam vi niste davčni zavezanec, potem tudi on nima kakšne tematike, bo funkcioniralo brez tega, bo v redu. Sploh mi ni treba klauzule spodaj gor pisati tega člena. Ker ob koncu ko on naprej proda se DDV, končni kupec to plača in to ste pač potem tale knjigarni prodali brez DDV-ja, ker ste niste davčni zavezanec, nimate številko, noben problem tega ne bo. Razumem, ampak če jaz pa prodam knjižnici, knjižnica pa ne prodaja naprej, torej davka ne plača. Ja, potem jasno, oni ne bodo vam kaj plačali in tudi ne bodo imeli kaj za odbit, da bi dobili odkup nazaj. To ne bo problem, bo tako možno, če boste tja plačali. Ker se še niste prodali končnem enem podjetju tukaj. Razumem. Ja, zdaj jaz samo sem hotela vprašati, če bi napisala klauzulo spodaj, a mora biti napisano po vašem, torej 46. člen ali po slovenskem 94. člen? Po slovenskem, ki ga mi ne poznamo, napišete kaj gor, bo že v redu. Jaz mislim, da ni nič narobe, če napišete. Točno. Oboje ali kaj? Napišite, ker vas bojo pa naši zakakljali, zakaj niste napisali. To če vas v Avstriji ne. Ja, ne vem, kaj je prav, to je problem, da ne vem, kaj moram pisati, kjer člen. Pa nas je 94. člen, tam morate upoštevati avstrijskega, čeprav v Avstriji ni nujno, da je napisano, za nas še potreba, pa je prav, da je. Se pravi, da je boljš, da napišem kar naš člen 94. Ja. Ja, v redu, hvala lepa. Krasno predavanje. Linke vam bomo poslali, bomo verjetno dali kar na YouTube, pa ne Niko, na YouTube bomo dali, tako da boste na YouTube potem link in boste lahko vse še enkrat počas poslušali pozorno, kaj ste vi vse povedal. Lepo se imejte, lepo zdrav Slovenijo, se vidimo v Celovcu. Adijo. Hvala. Hvala Maja. Hvala, nasvidenje.